Spoštovani, na prizorišče pred pomnikom braniteljem slovenske zemlje prihajajo praporščaki Zveze društev Generalmajster, Društva Tiger Primorske, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev in klubov Moris in Zveze slovenskih častnikov. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na Cerju ob pomniku braniteljem slovenske zemlje, ob pomniku miru. Prireditev ob Mednarodnem dnevu miru je že zdavnaj postala tradicionalna in ne moremo si predstavljati, da bi tako pomemben spominski dan šel mimo nas. Zbiramo se leto za letom v septembru, nekateri še kdaj med letom, da bi si čim bolj vtisnili v zavest vrednoto miru. Mir, ki se je kot plaha ptica vedno znova želel udomačiti, tukaj prebivati, se vedno znova in znova prestraši, ko zasliši ropot orožja, eksplozije, otroški jok, prelet bojnih letal. In namesto, da bi vsako leto spomin ohranjali z vedno več miru in vedno manj spopadov, se zdi, da je v zadnjem obdobju ravno obratno. A prav zato danes zborujemo na Cerju, da bi svoja življenja napolnili z vrednotami miru, sožitja in solidarnosti. To počnemo na različne načine, s pesmijo, glasbo in podobami ujetimi v likovno umetnost. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov Antonio Guterres je ob letošnji počastitvi Mednarodnega dneva miru objavil naslednje sporočilo. Kamorkoli pogledamo, je mir napaden. Od Gaze do Sudana, Ukrajine in naprej vidimo civilisti na strelni liniji, razstreljene hiše, traumatizirano, prestrašeno prebivalstvo, ki je izgubilo vse in včasih vse. Ta katalog človeške bede se mora ustaviti. Naš svet potrebuje mir. Mir je največja nagrada za vse človeštvo. In kot nas spominja ta Mednarodni dan miru, rešitve so v naših rokah. Gojenje kulture miru pomeni zamenjavo delitev onemoglosti in obupa s pravičnostjo, enakostjo in upanjem za vse. Pomeni osredotočanje na preprečevanje konfliktov,
spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja, spodbujanje človekovih pravic in boj proti vsem oblikom diskriminacije in sovraštva. Ta mesečni vrh prihodnosti je pomembna priložnost za napredek pri teh ciljih. Zgrabimo ga, skupaj postavimo temelje miru in negujmo kulturo, kjer uspevajo enakost, mir in pravičnost. Poseben pozdrav na današnjem dogodku velja slavnostni govornici, senatorki Republike Italije, doktorici Tatjani Rojc. Pozdravljamo predsednike in predstavnike domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, združenih v KODVOS, veleposlanike, predstojnike verskih skupnosti, poslance in župane. Poseben pozdrav velja akademskemu slikarju Rudiju Španzlu ter vsem visokim gostom, ki ste danes tukaj, da skupaj izrečemo popotnico njegovemu edinstvenemu likovnemu poklonu. Prisrčen pozdrav velja tudi vsem zaslužnim za mir in svobodo, ki jo danes živimo v Sloveniji in pretežnem delu sveta, s poudarkom na spominu braniteljem meje slovenstva v Prvi svetovni vojni. Topel pozdrav velja tudi prisotnim praporščakom, ki predstavljajo skupno delo veteranskih in domoljubnih organizacij v promociji miru in znamenitih poglavij slovenske zgodovine. K mikrofonu vabim predsednika društva Tiger Primorske, Gorazda Humarja. Spoštovani vsi, spoštovani župan občine Miren Kostanjevica, Maurici Humar, spoštovana in dobrodošla senatorka Republike Italije, doktorica Tatjana Rojc in današnja slavnostna govornica. Spoštovani akademski slikar Rudi Španzel, vse oči danes bodo uprte v vaše slike. Spoštovani tudi dragi prijatelji, ki jih je mnogo danes, slikarja Rudija Španzla. Spoštovani tudi predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, združenih v organizacijo KODVOS, drage članice in člani društva Tiger Primorske, spoštovani predstavniki verskih skupnosti, dragi nastopajoči in spoštovani praporščaki, dragi vsi, ki ste prišli sem iz številnih krajev Slovenije in tudi zamejstva Tržaške in Goriške, dobrodošli na Cirju. Društvo Tiger Primorske je bilo pobudnik postavitve tega spomenika braniteljem slovenske zemlje, zato čuti do tega pomnika nekaj več. Ta nekaj več je poleg ostalega predvsem njegova sporočilna vrednost, saj svojo arhitektonsko pojavo trdnjave in svojimi vsebinskimi sporočili razstav obojih za obrambo slovenske zemlje, od danes naprej postaja še pomembno kulturno središče. To postaja prav zaradi slik slikarja Rudija Španzla, ki sedaj predstavljajo zaključeno vsebinsko celoto in s precizno usmerjeno likovno govorico pripovedujejo o grozotah vojn in hkrati kličejo k miru. Zato se ta stolp na Cirju iz utrdbene stavbe spreminja v svetilnik, ki na vse strani neba pošilja sporočila o miru. Ta celotna zgodba, nadgrajena s Španzlovimi slikami, prebija lokalni okvir, pa tudi državni okvir, ker posega vsebinsko in s prodornostjo svojih sporočil v širši evropski prostor in Cirje s tem hkrati postaja vse pomembnejši
Evropski kulturni center. In v to sem prepričan. Mi smo kot društvo nosilec spomina na prvo protifašistično organizacijo v Evropi. To sta bili organizacija Tiger in njena tržaška veja Borba. Njuno dejavnost in zgodovino smo letos januarja dostojno predstavili v Evropskem parlamentu z razstavo. Ta razstava pa je še danes na ogled tukaj na Cirju. Delovanje tigrovcev je bilo državnotvorno, saj so prav tigrovci prvi govorili o nujnosti priključitve Primorske nekdanje Julijske krajine k takratni kraljevini Jugoslaviji. Ta točka o priključitvi domovini je bila ključna točka njihovega programa. Uresničila se je pa šele po zmagovitem narodnoosvobodilnem boju in na podlagi pariške mirovne pogodbe, ja, prav ste slišali, mirovne pogodbe, in danes je Mednarodni dan miru, podpisane februarja 1947. Leta in uresničene 15. septembra istega leta, ko je bil večji del Primorske priključen k Jugoslaviji in tudi tigrovci so bili pomemben del te zgodbe. Ta praznik priključitve smo nedavno praznovali. Povsem na koncu bi se rad zahvalil občini Miren Kostanjevica in javnemu zavodu Miren Kras, ki tako skrbita za ta objekt in za vsebine, ki ga polnijo. S tem je Cirje pomembna točka vedenja o slovenski uporniški zgodovini in tigrovci so bili pomemben del te zgodbe. Hvala. Za pozdravni nagovor vabim k mikrofonu župana občine Miren Kostanjevica Mauricija Humarja. Lep pozdrav vsem skupaj. Še posebej pa pozdravljam današnjo slavnostno govornico, senatorko v italijanskem parlamentu, doktorico Tatjano Rojc. Poseben pozdrav tudi vsem ostalim visokim gostom. Spoštovani, 21. september je Mednarodni dan miru, to je prav na današnji dan. In ob tem dnevu vsako leto, ob tem pomniku braniteljem slovenske zemlje, pripravljamo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. In tako je tudi letos. Mir je vrednota, ki si jo vsi želimo. V miru lahko normalno delamo, se razvijamo, dosegamo svoje cilje in želje. Mir je kot zdravje. Ko ga imamo, ga ne dovolj cenimo. A za mir moramo delati vsi, brez izjeme. To znamo vsi, če le želimo. Tukaj imamo orodja in znanja, vedenja, vsak pri sebi in lahko vsak postavi kamenček v mozaik slike miru. Za mir pa lahko uspešno delamo tudi s kulturo in umetnostjo. Ustvarjanje umetnostnih del je mogoče, ko je človek vesel, razigran, optimističen, mogoče ustvarjati tudi, ko je žalosten, razočaran. Prepričan sem pa, da je nemogoče ustvarjati, ko je jezen oziroma škodoželen do sočloveka. Zato lahko rečem, da je kultura in ustvarjanje, umetnost, orodje za ohranjanje miru. Vesel sem, da se letos v okviru tega Mednarodnega dne miru tukaj odpiramo stvaritve akademskega slikarja Rudija Španzla. Prepričan sem, da bo opus Španzlovih slik, ki so nastajali celo desetletje in ki ga je umetnik poimenoval Amen čez kamen, nagovarjal obiskovalce številnih generacij. Res sem vesel, da je umetnik izbral Cirje, kjer so postavljena ta njihova dela. Prepričan sem pa, da je tudi Cirje nagovarjalo umetnika med njegovim ustvarjanjem. Ob tej priložnosti bi se rad tudi zahvalil. Zahvalil bi se vsem sponzorjem in donatorjem za finančna sredstva, s katerimi
smo lahko sfinancirali to veliko umetniško delo, vendar bi vseeno nekatere izpostavil. Prvima dvema, ki bi se zahvalil, je dr. Vasja Klavora in Mitja Bervar, bivši predsednik Državnega sveta, za koordinacijo pri pomembnosti novonastajajočih umetniških del. Posebna zahvala pa tudi gospodarski družbi BTC DD kot generalnemu pokrovitelju in pa seveda osebno še gospodu Jožetu Mermalu in gospe Heleni Petrin, saj sta vložila neizmerno veliko pozitivne energije in veliko časa v vseh teh letih, da danes lahko tukaj prisostvujemo tej otvoritvi Španzlovih slik. Na koncu pa iskrena hvala tudi vam, akademski slikar gospod Rudi Španzel. Hvala, da smo lahko 10 let, tudi vsi, ki smo sodelovali, spoznavali, kako gleda umetnik na prostor, čas, dogodke, zgodovino, na razne stvari. To nas je obogatilo in verjamem, da bo to naše, lahko rečem zdaj, že prijateljstvo, ki je nastalo v teh letih, da ga bomo tudi v naslednjih letih še nadaljevali. Prepričan sem, da bo ta današnji dogodek nas vse obogatil, nagovoril, da bomo jutri še lažje stopali korak za korakom, z roko v roki na novi poti miru. Hvala lepa in lep dan vsem skupaj.
Pomnik, pred katerim smo, stoji na skrajnem zahodnem robu Slovenije na meji. Nevidnih črt med državami v Evropski uniji načeloma ni več, a meja slovensko etično skupnost še vedno ločuje od matice. Slavnostne besede današnjega dogodka nam bo namenila literarna zgodovinarka, pesnica, publicistka in senatorka Republike Italije, doktorica Tatjana Rojc. Spoštovani gospod župan, spoštovani gostje, cenjeno občestvo, dragi prijatelji. V veliko čast mi je, da smem biti danes z vami ob tem pomembnem pomniku, da skupaj obnovimo zgodovino teh krajev v želji, da bi se vse, kar smo doživeli, ne ponovilo, niti pri nas, niti drugje po svetu. Zapadna meja slovenskega sveta je območje globoko zaznamovano od pogromov, ki so si sledili skozi celotno 20. stoletje. Od 1914. pa do leta 1991 so se predvsem v Evropi razsula stoletna ravnovesja in se je komaj nekaj desetletij strnilo najhujše zlo, obenem pa tudi najhitrejši civilizacijski prehod, ki oznamenjuje radikalne spremembe v geopolitičnih ravnovesjih, posledično pa seveda tudi v življenju posameznikov. Primorski Slovenci smo svojo tragično epopejo doživljali pogumno in uporno. Ponovila bom nekaj misli, ki sem jih strnila v svoj prispevek ob izjemno pomembni razstavi gospoda akademskega slikarja Rudija Španzla, ki je povzel vse elemente skupnega spomina in zavesti polpreteklosti teh krajev, nehumanosti, bivanjske razsežnosti zla in strahov, ki so nenehno in skozi vse stoletje razparcelirali človekovo zaupanje v boljši svet in krepili negotovost in sovraštvo. Umetnik je direktno pogojen od človeka. Čim bogatejši je človek, tem bogatejši je umetnik. Če človeka ni, iz kje naj črpa umetnik, je zapisal kot nalašč za umetnost Rudija Španzla, skladatelj Mari Kogoj pred enim stoletjem. Leto 1914, ko je izbruhnila Prva svetovna vojna, predstavlja torej prelomno ločnico med vsem, kar se je predtem dogajalo skozi stoletja in časom, ki je v strnjeni obliki zaznamoval kraje, predvsem pa ljudi s svojim nasiljem. Preko reprezentacije kontroverznih in vseobsegajočih konfliktov, ki so še danes kot brazde v zavesti vsake primorske družine, je nastajalo in skoraj nevidno raslo nekaj strašnega, ki je doseglo svoj višek z drugo vojno. Upali smo, da bo nova Evropa po padcu berlinskega zidu uravnavala svoj korak v trajnostni mir, pa očitno ni bilo tako. Ivan Cankar je svojim ekspresionizmom zapečatil metafizično dimenzijo simbolne pripovedi v svojih črticah, kjer opredeljuje tragičnost bivanja, predvsem pa vojno grozo, predvsem pomenljivem besedilu z naslovom Gospod Stotnik. Oficir si po apelu in izboru najboljših mladih sil za v vojsko in torej za smrt, sname plašč in pokaže svojo resnično naravo okostnjaka poosebljene smrti. Skozi surrealno metaforo tudi Rudi Španzel v svojih pretresljivih upodobitvah na Cerju zgovorno prikaže grozo vojne, kar pomeni, da še vedno umetnost zasluti veliko pred politiko, nevarnost apokalipse in percepcijo zla, ki ga človek v svoji majhnosti noče ali ne more preseči. Dovolite, da se na tem mestu spomnim našega Borisa Pahorja in njegove prodorne misli. Pisatelj je verjetno najbolj pregnantno ubesedil tragično epopejo slovenskega Primorja in preko nje vseh žrtev 20. stoletja, vseh naših deklet
in fantov, mož in žena, ki si niso postavljali vprašanja zakaj in čemu, ampak so pogumno in odločno branili svojo pravico po domovini ali, bi rekli, po očetnjavi. Ni naključje, da je Pahor svojo nekropolo posvetil manom tistih, ki se niso vrnili. In prav tako ni bila naključna moja definicija Borisa Pahorja za pisatelja onkraj senc. Sence, ki jih pisatelj srečuje in jim skuša vračati življenje, so sence zatiranih v kontekstu tragično absurdnih totalitarnih sistemov 20. stoletja in so seveda tudi osrednji in nevidni junaki celotnega našega skupnega spomina. Današnja slovesnost predstavlja tudi poklon vsem tistim preganjanim, ponižanim in razžaljenim, mladim brez mladosti, kakršna je bila celotna generacija naših staršev in starih staršev. Zakaj prav Boris Pahor? Njegov epos se osredotoča na nekatere ključne teme, ki so osrednja os njegove pripovedi. Za individualno zgodbo njegovih literarnih junakov stoji vedno avtor sam s svojo avtobiografsko izkušnjo in obenem usoda slovenske narodne skupnosti, ki je na tem ozemlju prisotna stoletja, preko 1000 let in ki so ji nacionalizmi in šovinizmi, fašizem in nacizem poskušali odvzeti pravico obstoja. Nacionalistični bes se je znesel nad slovenske kulturne domove, denarne zavode, na simbole kulturnega in ekonomskega vzpona slovenske narodne skupnosti na Tržaškem in Goriškem že od leta 1920 dalje, torej še preden bi s svojim pohodom na Rim Benito Mussolini prevzel oblast. Generacija Borisa Pahorja nas je zavezala spominom, ki so sestavljeni iz prepovedi rabe maternega jezika, iz popačenih priimkov in lastnih imen, iz identitete, ki so jo kriminalne ideologije poskusile in želele popolnoma izničiti. Pripoveduje tudi o tem slovenska zgodba 20. stoletja. Naš skupni spomin, torej zgodba vseh nas, zgodba staršev in družin. Na prvi pogled bi se vračanje na temo vojne, genocida, fašizma in nacizma lahko zdelo anahronistično. V resnici pa slovenska pripoved izpostavlja tudi tiste aspekte fašistične diktature, ki so ostajali predolgo prikriti, da ni šlo v tako imenovani Julijski krajini zgolj za groteskne poteze v odnosu do Slovencev in Hrvatov, ki so bili po Rapalski pogodbi na začetku 20. let podvrženi fašističnemu raznarodovanju. Po prvi vojni in razpadu Habsburškega imperija je, kot vemo, geopolitična meja ločila Gorico in Trst od svojega naravnega zaledja. Primorski Slovenci so bili dejansko odcepljeni od matice in odtlej se definira v slovenskem kontekstu tudi koncept razmejitve. Za nekatere je postala meja neke vrste finisterre, konec sveta, limita, drugim spet prostor obrambe ali prostor nesporazuma, prostor spopada. V optiki, ki ni zamegljena od nesmiselnih ideologij, predsodkov in prekonstituiranih resnic, pa lahko ta prostor dojemamo kot idealni prostor pomiritve ali medsebojnega prepoznavanja, kar se je konkretno začelo poslednja desetletja. Mislim, da je dozorel čas, ko je nujno treba premagati spopad med dvema narodoma, dvema skupnostima, dvema civilizacijama in iskati izhodišče v posledicah, ki so jih razpad Avstro-Ogrske monarhije, Prva svetovna vojna, Rapalska pogodba, fašizem, nacizem, komunizem, Druga svetovna vojna, travme in razkoli povojnega časa stkali v odmejno dušo vse od 20. let prejšnjega stoletja. Požig Narodnega doma v Trstu in nato razdejanje Trgovskega doma v Gorici predstavljata boleči poglavji, ki sta oznamenovali tudi italijanske demokrate.
O tržaškem požigu je Đani Stuparič, vojak v Prvi svetovni vojni, v svojem delu Trst v mojih spominih, 30. rekordi, ki je išlo leta 1948, zapisal o tistem požigu. V tragičnem prizoru tistega popoldneva sem občutil nekaj nadčloveškega. Meje tistega trga so se mi razmaknile v smrtonosno vizijo pomorov in razvalin, kot da ogroža temelje naše civilizacije nekaj, kar je mnogo krutejše od minule vojne. Slovenci smo v času totalitarnih režimov 20. stoletja dodelili kulturi poslanstvo revolucionarne misli in zato se je dejansko umetnostni izziv iz estetskega prelevil v etični kodeks, kar je razvidno tudi tu, na Cerju, v upodobitvah, ki oznamenjujejo razčlovečenje vojnega zla. Zlasti besedna pripoved predstavlja obsodbo in izkušnjo celotne skupnosti. Travma predpovedanega jezika, italijaniziranih imen in priimkov, deportacije, jetništva, konfinacije, begunstva, upori, umori in smrti, partizanska junaška epopeja in dramatični povojni pokoli, razkol Kominforma, politični boji, vrednota svobode in demokracije, potreba po tem, da je jasna možnost izbire lastne pripadnosti, da človeku ni imponirana druga ali drugačna identiteta. In vse to brez nikakršne možnosti dvoumja dodatno dokazuje, kako individualna pripadnost maloštevilnemu narodu ali manjšinski narodni skupnosti nikakor niso predznak dejanske manjvrednosti. Tod bodo živeli veseli ljudje, nam je zapisal Ivan Cankar. Tod živimo tudi slovenski ljudje, bi dodala, trdno zapisani svojemu rodu, neomajni v svojih prepričanjih, zaznamovani od pesmi in ognja. Predsednika Republike Slovenije in Italije Borut Pahor in Sergio Mattarella sta 13. julija 2020 postavila Trst v središče sveta, da bi točno na dan 100. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu z vrnitvijo lastništva letega Slovencem v Italiji in pred spomenikoma v Bazovici opozorila na vse, kar je bilo, a s pogledom uzrtim v svet, ki ga želimo, in kar bi lahko zajeli v tiste besede prvega slovenskega predsednika Milana Kučana izpred več kot 30 let. Danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan. In s poglonom obeh predsednikom pred spomenikom našim 4 antifašistom, bazoviškim junakom, je dokončno postavljena v kontekst upora fašizmu njihova žrtev za svobodo in obrambo slovenske biti. In v tem uporu so nosilci plemenite plamenice vse do danes, vsi člani domoljubne antifašistične organizacije Tiger. Iz večkratnih besed in misli obeh predsednikov diha spoštovanje, a tudi trdno prepričanje, ki smo ga prejeli od Primoža Trubarja, da moramo stati in obstati. Marsikaj se je spremenilo. Besede resničnih demokratov na eni in na drugi strani ne netijo več sovraštva, govorijo o prijateljstvu in sodelovanju. Naj bo na današnji dan, ki je dan miru, naša misel še bolj prepričano uzrta v iskanje dialoga, sodelovanja, prijateljstva, konstruktivnega sobivanja. Naslednje leto bo pred nami velik izziv, ko bosta Nova Gorica in Gorica skupaj Evropska prestolnica kulture. Naj bo to začetek novega upanja, ne samo za nas, ampak za vsa tista ozemlja, kakor so Ukrajina in Palestina, Afrika in Južna Amerika, ki doživljajo tragiko vojnih spopadov. In dovolite, da se na tem mestu spomnim tudi tistih upornikov svojim vladam, ki netijo vojno, upornikom v Rusiji in v Izraelu, kakor se je tega spomnil predsednik slovenske vlade na forumu na Bledu. Naj bo današnji dan posvečen vsem tem
s hvaležnostjo do vseh, ki si prizadevajo za reševanje konfliktov. Mi pa ostanimo zvesti hierarhični lestvici vrednot, v katerih se prepoznavamo kot posamezniki, skupnost in narod. Med temi je zaobjeto vse, kar se je zgodilo pred in po tistem zgodovinskem 13. juliju 2020 v Trstu s predsednikoma Pahorjem in Mattarello. Naj živi svoboda, naj živi prijateljsko sodelovanje, mednarodni in bodi mir. Hvala. Spoštovani, z aplavzom pozdravimo odhod praporščakov. V tem tednu se je ob pomniku na Cerju zvrstilo kar nekaj dogodkov.
V četrtek je svojo prvo postajo v 3. in 4. nadstropju dobila potujoča razstava umetniških fotografij o pisatelju, publicistu in velikemu mirovniku Borisu Pahorju. Razstava z naslovom Number 108 by Alenka Slavinec, številka 108 Alenke Slavinec, se bo prihodnje leto selila najprej v sosednjo Gorico in od tam naprej po Evropi. Včeraj se je odvilo tradicionalno srečanje UNESCO šol, ki ga pripravlja Gimnazija Nova Gorica skupaj z občino Miren Kostanjevica in društvom Tiger. Z umetnostjo za mir je namreč celoletni projekt, ki ga ustvarjajo dijakinje in dijaki. Je dobra popotnica za svetlo in solidarnejšo prihodnost bodočih generacij. Letošnji kulturni program si želi spregovoriti prav na tej premisi. Kako z umetniškim delom in ustvarjalnostjo lahko skrbimo za pravičnejši svet za vse. Na začetku bomo prisluhnili poeziji pesnikov vizionarjev Srečka Kosovela in Draga Bajca ob 120. obletnici njunega rojstva v interpretaciji dijakov Gimnazije Nova Gorica. Kličem vas, uporniki zemlje in ognja, brate nevihte in brate viharja, brate potopov in zlomljenih ladij, brate vseh strtih evropskih src. Kličem vas, brate te zemlje teptane. Glejte, tam, travica zazelenela. Zazelenela je in zaživela, bratje vseh strtih evropskih src. Oda ljubezen bi se prebudila, kakor ta travica v srcih steptanih, od srda zastrupljenih in od sovraštva, da bi ta pesem visoko zapela, travica drobna, ki je zaživela. Kličem vas, bratje vesoljne ljubezni. Na gori se bliža dan od naših želja pozvan. Zarja pregrinjamo po jutranjem snu, pod s preprogami, živo rdečimi. Srci kovali ga smo junaki mi, s pestjo zažgali ga, ker so nam pili kri, bledim mrličem. Na gori prihaja dan, bratje, prihaja dan, razlega se čez plan. Ni čudno, da je dan? Oj, dan, dan, dan! Blešči se nam, ker smo rojeni za temo. Bratje, na delo vsi, bratje, na delo vsi, saj bo dan, dan, dan. Za temo, brat, boš maščevan. Nekdo me je vprašal, ali imaš dušo. Rekel sem mu, da jo imam. Rekel sem mu, da verujem v njeno večnost in v njeno lepoto. Toda vprašal me je nadalje, ali ima žival dušo. In odvrnil sem mu, da jo ima, a on dalje, ali ima drevo dušo. In zopet sem mu odvrnil, da jo ima. Ujezil se je in me ujezi vprašal tudi kamen. In ko sem mu odvrnil, da jo ima, se je obrnil od mene. Kako so čudni včasih ljudje. Ko jim pravim, da sta vesolje in vesoljna duša, kakor nebo in morje, ki se zrcalita drug v drugem, verujejo. Ko pa jim pravim, da ima vsak pojav svoj sijaj v vesoljnem lesketanju duše, ne verjamejo. In včasih je vendar res, da ima kamen lepšo dušo, kakor ljudje.
Zdaj, ko mimo je že 7 let, kar mu grob skopala je granata, tam na daljni koti 110. Spomni Meri se moža soldata, ko na vrtu grejo rože v cvet. On leži na dnu kotanje blata, tam na daljni koti 110. Njegova usta tujo zemljo jejo in mravlje gomazi mu iz očisa. Samo kosti so še kot korenine suhega drevesa. Spomni Meri se moža soldata, kadar sinu bo zadosti let. Pazi, da ne bo končal kot ata, kje na tuji koti 110. Žene v širnem svetu pazite, da v pastvam ne zmamijo mož, in varujte svoje sinove, saj vse ste kot Meri Brown. Spomni Meri se moža soldata, zdaj ko mimo je že 7 let, kar mu grob skopala je granata, tam na tuji koti 110. Spomni Meri se moža soldata, ko na vrtu grejo rože v cvet. On leži na dnu kotanje blata, kje na tuji koti 110. Spomni Meri se moža soldata, kadar sinu bo zadosti let.
skoz mrak bo trepetala istih zvest srebrna luč. Le mladi par, ki se bo tu takrat ubil, bo drug. Prav kot nocoj pomladni mrak sijal bo Orion in prav tako kot jaz morda bo rekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot v mlad par se bo poljubil spet. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot tu mlad par se bo poljubil spet. Krasna si, bistra hči planin, brtka v prirodni si lepoti, kot ti prozornih globočin, nevihte temne srd ne moti. Krasna si, hči planin. Tvoj tek je živ in je legak, ko hod deklet s planine. In jasna si, ko gorski zrak, in glasna si, kot spev krepak planinske je mladine. Krasna si, hči planin. Rad gledam ti v valove bodre, valove te zeleno-modre. Temna zelen planinskih trav in vedra višnjevost višav, lepo se v njih je zlila. Na rosah sinjega neba, na rosah zelenih gora, lepoto to si pila. Krasna si, hči planin. Ti meni si predraga znanka, ko z gorskih prišumiš dobrav, od doma se mi zdiš poslanka, nesoča mnog mi ljub pozdrav. Bog sprimite tu sred planjav, kako glasno ljubo šumljaš, kako čvrsto krepko skakljaš, ko sred gora še pot imaš. Ako prideš na ravnine, zakaj te živa radost mine? Kaj trudno lezeš in počasi, zakaj so tožni tvoji glasi? Težko se ločiš od hribov, zibelke tvojega valovja. Mar veš, da tečeš tik grobov, grobov slovenskega domovja? Obojno bolj pač tu trpiš, v tej boli tožna in počasna, ogromna solza se mi zdiš, a še kot solza krasna. Krasna si, bistra hči planin, brtka v prirodni si lepoti, ko ti prozornih globočin nevihte divje srd ne moti. Pa
siroti tebi žuga vihar grozan, vihar strašan. Prihrumel z gorkega bo juga, divjal čez plodno bo ravan, ki tvoja jo napaja struga. Gorje, da daleč ni ta dan, nad tabo jasen bo obok, krog tebe pa svinčena toča in dež krvav in solz potok in blisk in grom, o bitva vroča. Tot sekla britka bodo jekla in ti mi boš krvava tekla, kri naša te pojila bo, sovražna te kalila bo. Takrat se spomni bistra Soča, kar gorko ti srce naroča. Kar bude shranjenih voda v oblakih tvojega neba, kar vode v tvojih bo planinah, kar bude v cvetnih je ravninah, ta čas pridrvi vse na dan, narasti v skipi, v tok strašan, ne stiskaj v meje se bregov, srdita čez blagove stopi, ter tujce zemlje lačne utopi na dno razpenjenih valov. Današnja slovesnost pa izstopa tudi zaradi posebnega dogodka. Javnosti bomo slovesno predstavili zadnja 3 dela Rudija Španzla, ki zaokrožajo edinstveno likovno pripoved. Ustvarjena je bila prav za pomnik na Cerju, ki je bil kot simbol spoštljivega spomina, miru in domoljubja postavljen na pobudo Društva Tiger Primorske in posvečen vsem tistim, ki so se bojevali in žrtvovali svoja življenja, da so obranili domačo zemljo ter izbojevali samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Spomin nanje je vklesan v kamen spomenika in upodobljen v umetniški zbirki, ki bo odslej krasila to mogočno stavbo. Ob prihodu ste prejeli dragoceno darilo, zbornik, ki prinaša zaokroženo sporočilo o pomenu te veličastne zgradbe in njenih vsebin, vključno z edinstvenim poklonom izbranemu obdobju zgodovine, Prvi svetovni vojni, v umetniški interpretaciji Rudija Španzla. Umetnik je svojo likovno pripoved Amen čez kamen, ki je nastajala 10 let, posvetil temu koščku slovenske zemlje, kjer stojimo danes, in se nam pogled razteza od morja do vrhov Julijcev. Posvetil jo je tudi svojemu dedku, ki se je boril na soški fronti, in z njim vsem dedkom in babicam, ki so trpeli, se borili in umirali za svojo, našo zemljo. Prvo delo nosi naslov Ples življenja in smrti, likovni kritiki pa so ga zaradi močne figuralične sporočilnosti poimenovali Slovenska Guernica. Drugo sliko Veter pozabe pa je avtor posvetil generalu Svetozarju Borojeviču. Zadnje delo Okno upanja ponuja vpogled v svetlo prihodnost. Z mesta ene največjih tragedij človeštva danes pošiljamo sporočilo miru in upanja na boljši svet. Umetniški opus Amen čez kamen priča o času, zgodovini, posamezniku in spominu. Vsako delo govori zase, a šele skupaj postanejo svojevrsten časovni stroj s sporočilom nikoli več vojn. V današnjem programu pa pripoved umetnine zaokrožujejo misli pesnika in dramatika Ervina Frica. Prebral bom še eno od usod iz Prve svetovne vojne. Špičnikov Toni
edini Božji sin, ki sem ga spoznal v življenju, Špičnikov Toni, rojen v Kaplji vasi mami Mici Špičnikovi, Mariji, oče neznan, podhranjeno, rahitično, bajtarsko od Revše, se do 5. leta s spodvitimi nogicami drsa po ritki, a kot vsi letniki 1895, že prvo leto svetovne vojne, potrjen v 87. pešpolk na Šoški fronti, čudežno preživi prvih 7 laških ofenziv, ravno tam postane Božji. V nenehnem topovskem bombardiranju, pomanjkanju spanja, v težkih naporih, ob nenehnem kričanju poveljujočega kadra, ob kupih in kupih razpadajočih mrličev, v nenehnem strahu, ko ne ve, kje je, kaj dela tu, kaj bo z njim, se neha brigati za okolico, presliši še tako zatuljeno povelje, ker je že Božji sin. Ker se ne zmeni, ko ga obesijo za roke, niti ko ga postavijo za zid, ga pošljejo na opazovanje, potem demobilizirajo in pošljejo s kolajno za hrabrost domov v Kapljo vas, v občinsko skrb. Brezčutna otrplost ga sicer mine, a je še naprej Božji sin. In hudo ga preganjajo smrtnjaki s čudnimi imeni. Montetepo, Montefiguro, Montecrapule, Montecukoli, Montetera, Terra Occupate, Terra Redente, Montetrenta, Emanuele Gauro Žauro, Montegare, Montesesipi, Montifajti, Sei Busi, Monte Debela Griža, Monte Romian, Monte Plužna, Monte Bombarde. Monte Kukoli je najtežji, ne drži ga niti državna cesta. Najhujši smrtnjak pa je Monte Krulej, podoben sosedu Kruleju v Kaplji vasi, ki je tepel in dušil njegovo mamo. V zapuščeni šupi za vasjo si brez občinske podpore kuha kruhovo župco, kmetom v zabavo za jajce ali 2 zapleše Zibenšrit, ima pa medeninasto rinčko izrezljano iz granate, Bog ne daj, da jo obrne na prstu, ker bo toča. Tako ima zmenjeno, ne bo povedal s kom, toliko lahko reče, da je Jezus njegov brat in da ga bo peljal z aviončkom v nebesa. V šupi za vasjo preživi dolge zime ob Gašperčku, v glavnem sam. Sicer se mu za kratek čas prislini Binina Micka, a jo nažene, ker noče kuhati. Nekaj časa vedri pri njem božjastna Frančka, a kadar gresta skupaj pod kovter, jo vrže božjast. Znebi se tudi nje, sam preživi leta gospodarske krize, propadanja kmetij v Kaplji vasi, preživi Nemce, ki ga ne deportirajo in zaplinijo, ker jim je še pravi čas obrne rinčko na točo. Novi iz krajevnega ljudskega odbora ga dajo slikati, mu usilijo osebno izkaznico, 2-krat pride podajat opeko, ko gradijo za družni dom. Zato ga preselijo v graščino Prebold v kletno sobo. Tja gre rad, ker je bolj toplo kot v šupi. A mu nagajajo Paglovci, kje smo se vzeli. Dobi tudi občinsko podporo, zdaj ne je več samo kruhove župce, vendar mine spet nekaj let, da Afe že udari s pestjo po mizi, kako vendar ravnamo
z najrevnejšimi tovariši. Prestavijo ga v starčevski dom na Polzeli, ko ga skopajo, ostrižejo, obrijejo, mu oblečejo čiste gate in srajco, ko za večerjo poje krožnik ledvičk v omaki, z belo polento in solatko, ko ga pokrijejo snežno belo rjuho in s toplo odejo, blažen zaspi. Zaspi v ambulanti, v sobah ga nočejo. Zjutraj ga ne morejo zbuditi. Z aviončkom je prišel pon brat Jezus, kot mu je večkrat obljubil. Masivne medeninaste rinčke mu ne snamejo. Na sredincu pegaste starčevske desne roke odide z njim. Bila je vse, kar je imel. Kam so šle vse rožice, že dolgo tega? Kam so šle vse rožice, minula leta? Kam so šle vse rožice, pobrale so jih deklice? Kdaj bomo izvedeli? Kdaj bomo izvedeli? Kam so šle vse deklice, že dolgo tega? Kam so šle vse deklice, minula leta? Kam so šle vse deklice, iskat so fante šle? Kdaj bomo izvedeli? Kdaj bomo izvedeli? Kam so vsi ti fantje šli, že dolgo tega? Kam so vsi ti fantje šli, minula leta? Kam so vsi ti fantje šli, zdaj so vojaki vsi? Kdaj bomo izvedeli? Kdaj bomo izvedeli? Kam so vsi vojaki šli, že dolgo tega? Kam so vsi vojaki šli, minula leta? Kam so vsi vojaki šli, zdaj so v grobovih vsi? Kdaj bomo izvedeli? Kdaj bomo izvedeli?
kam so vsi grobovi šli. Že dolgo tega, kam so vsi grobovi šli. Minula leta, kam so vsi grobovi šli. Z rožami so združeni, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. To pesem je pred približno 70 leti napisal pokojni ameriški kantavtor in aktivist Pete Seeger. Izvira pa iz stare kozaške pesmi iz Ukrajine. Zdaj pa ena, ki jo je napisal en slovenski kantavtor pred mnogimi desetletji in izvira iz naših in tudi drugih zatiranih krajev, kjer se še vedno ljudje bojijo tudi za tuj kos kruha. Na planini je živel, rad je stare pesmi pel, vse življenja veselil, mnogo vinca je popil, ko je prvič v svet si pripel, reč je cvet, ki ga žulja od oko. Mati dala je v slovo, oče stupljal ni besed, bil je vajen tujce klet, fantu dal je v spomin zeleneči rožmarin in dejal, koder hodil boš z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin. Sam utiral si je pot, videl mnogo gezarot, težko se premagoval, ker ubijati ni znal, večkrat jokal je na glas, čakal je vrnitve čas, nič več ni, le zmagoval in zato si je lagal iz dneva v dan. Ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Še enkrat, lahko poskusite zraven, saj to za vse velja. Ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin.
kot slovenskega naroda si. Hvala vsem. Super band. Hvala nam. Hvala Rudiju. Hvala gospe senatorki. Hvala županu. Hvala sponzorjem. Hvala veleizumiteljem. Manjka mi še en. Ampak kaj smo. Hvala. Držimo se. Dokler se še lahko. Spoštovani, približali smo se koncu današnjega programa, v katerem so nastopili Tomaž Domicel, Tatjana Mihelj, Rebeka Pregl, Vladimir Jurc, Ervin Fritz, Big Band Nova pod dirigentskim vodstvom Blaža Pahorja ter dijakinje in dijaki gimnazije Nova Gorica. Po scenariju Roka Andresa sem povezovala Urška Koželj. Današnja prireditev je nastala v soorganizaciji Zavoda Miren Kras, Občine Miren Kostanjevica in Društva Tiger Primorske. Hvala podpori veteranskih in domoljubnih organizacij združenih v Kodvos ter podjetij in posameznikov, ki verjamejo v moč univerzalnega sporočila umetnosti. Iskrena hvala vsem, ki v srcu dobro mislite, se zavedate pomena domoljubja in vsaj del svojega truda posvečate za boljši in mirnejši svet. Boris Pahor je v Nekropoli zapisal: Bomo Slovenci morali prej ali slej dobiti sodobnega Kolodija, ki bo otrokom povedal zgodbo naše preteklosti. Vprašanje pa je, kdo si bo upal približati otroškemu srcu tako, da ga hudobija ne bo ranila, a bo hkrati obvarovano pred skušnjavami prihodnosti. Zgled vztrajnosti Borisa Pahorja naj nam postane zgled za neomajen trud, da bomo skupaj našli besede, ki bodo otroškemu in odraslemu srcu spregovorile o miru, sožitju in solidarni prihodnosti. In zagotovo sta umetnost in kultura, ki postavljata v ospredje posameznika in skupnost, prava pot za dosego teh ciljev. Leta 2025 se bo zgodila Evropska prestolnica kulture, ki bo še tesneje povezala Staro in Novo Gorico. Povezala bo tudi širši čezmejni prostor in ponujala priložnost, da bo sporočilo miru odmevalo še glasneje. Vabljeni, da si po zaključku prireditve ogledate Španzlov opus Amen čez kamen v pritličju pomnika in v nadaljevanju pa tudi razstavo fotografij Borisa Pahorja v 3. in 4. nadstropju. V kletni etaži je na ogled razstava o organizaciji Tiger. In seveda lepo vabljeni, da se na to za Slovenijo in Slovence pomembno mesto poklona, spominu na težke preizkušnje preteklosti, hkrati pa mesto upanja na boljši svet, miru in sožitja, vedno znova radi vračate. V slovo današnjega programa nas bo popeljala skladba Ples v dežju. Srečno!
poti, od roba do roba, kot lepti. Nad sencami ceste brez strahu, izgibi riše v zrak, nek novi svet, kjer je brez napak, katerem bo premagala sivi mrak. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj kip v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj. Čas zlil se je z vodo, za njim je ostala mokra sled dežju. Je našla svobodo kot v snu, pozabila na ves svet, izgibi riše v zrak, nek novi svet, kjer je brez napak, katerem bo premagala sivi mrak. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj. Ne zanima je, kaj bodo rekli ljudje, ona je tu in zdaj, kamor hoče tja gre. Ko obira korak mimo praznih izložb, riše zgibi v zrak slike novih podob. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj, ozrla nazaj. Risala je nek novi svet. Hvala lepa. Big Band Nova, dirigent Blaž Pahor. Hvala.